Prva ustanova, s katero se učenci priseljenci spoznajo po prihodu v novo državo, je ponavadi šola. Potrudimo se, da je njihov prehod čim lažji, da hitro osvojijo naš način dela, ter da se v šoli počutijo varno in sprejeto. Pri vključevanju otrok priseljencev je zelo pomembno, da se povezujemo tudi z lokalnim okoljem, saj tako učenci ne čutijo le pripadnosti šoli, pač pa tudi okolju, v katerega so se priselili. Saj vidijo, da se v okolju lahko tudi počutijo sprejeto, varno in dobrodošlo. To vpliva nanje tako, da so bolj odprti, bolj pokažejo, kar znajo, kar jih veseli in lahko bolje delujejo v novem okolju. Meni je ime Najra, pišem se Hodžić, prišla sem iz Bosne. Želim si se učiti slovensko, da bi lahko hodila v šolo. Najhitreje se učim, ko berem knjigo. Berem različne knjige, naprimer Trejček in Trije masovčki. Moje ime je Ensar, pišem se Deljaj, prihajam iz Kosova. Slovensko še dolgo učim 3 mesecev. Najhitreje pa najlažje učim v berile pa to. Najraje berem slovenske ljudske pravljice in Drejček in Trije masovčki. Otroci v različnih organizacijah preživljajo popoldneve, se družijo, učijo in razvijajo svoje socialne spretnosti. Ker potrebujejo podporo svojih staršev, tudi njim predstavimo možnosti vključevanja v lokalno okolje. Gre pravzaprav za nadgradnjo našega dela in lahko bi rekli, da mora sodelovanje potekati z roko v roki. Vedno, ko govorimo o učencih priseljencih, se osredotočamo na šolo, na pouk, pri tem pa pozabljamo vlogo staršev. Na začetku jim razdelimo zloženke o inštitucijah v lokalni skupnosti, ki so razdeljene na 3 področja. Na področje dokumentacije, torej kateri dokumenti so pomembni za bivanje tukaj, potem na področje aktivnosti za otroke in aktivnosti za starše. Zelo dobro je, da tudi starši znajo govoriti, se znajo razumevati v okolju, zato se v sklopu projekta izvaja tečaj za mame, vendar ta poteka le enkrat tedensko. To pomeni, da je to le začetek učenja slovenščine. Zato se na naši šoli povezujemo z Andragoškim zavodom, ki ponuja tečaje slovenščine za starše, različne dejavnosti za starše. Mi jim na tečaju predstavimo to jim predstavimo tudi na dnevu dobrodošlice. Včasih tudi pride kdo z Andragoškega zavoda, da jim predstavi celotno dejavnost in potem se starši usmerijo tja. Ker je za ljudi novo okolje velikokrat ovira, smo za prvi stik ustanov, učencev in staršev poskrbeli tako, da smo organizirali srečanje. Gre za srečanja, kjer se zberejo vsi, ki se ukvarjajo s področjem vključevanja učencev in staršev priseljencev, ki jih ta tematika zanima in bi radi o tem izvedeli več. Pokazalo se je namreč, da je to odličen način širjenja dobrih praks, prikaza tematike z več stališč in povezovanja več deležnikov iz lokalnega okolja. Ker so predavatelji na lokalni posveti strokovnjaki z več področij, tematiko predstavljajo večplastno, kar ustvarja veliko možnost za izboljšanje in nadgradnjo že uspešnega sodelovanja v lokalnem okolju. Moje izkušnje s vključevanjem v lokalno okolje je tako, da je morala šola na začetku kar precej sodelovati z lokalnim okoljem, da so učenci sploh šli izven šolskih zidov. Danes pa to poteka tako, da lahko rečemo, dober glas seže v 9. vas in se učenci kar sami en drugega povabijo. Tam je zelo dobro, pridi z mano. Ensar in Nejra, videl bi se še učila. Super, bom jaz poklicala Nino na Pika dnevnem centru in se bom dogovorila. Kdaj bi pa šla tja? Kdaj imata čas? Danes popoldne. Dobro, bom poklicala in mama sporočim. V redu? Bravo, kak sta? Kako je bilo v šoli? Malo se mi zdi, da tak ne najbolj dobra volja, Ali sta? V redu? Jaz malo ne. Malo ne? Ker
naredimo malo pri človeški telo. Človeško telo ste se učili? Ja, pa ne razumem. Ja? Ok. Torej, kje začnemo? Bomo kar pri... Kaj imamo to? Lasje. Glavo. Na glavi so? Lasje. Lasje. V Pikadnem centru za otroke in mladostnike Maribor je glavni namen psihosocialna pomoč. Ne toliko učenje, ampak mi preko te pomoči skozi šolske naloge vstopamo v en oseben odnos z otrokom, malo bolj sproščen odnos, mogoče jih zelo dobro spoznamo in tako se tukaj potem otroci počutijo varne, morda jim je lažje kaj povedati oziroma zaupati potem prostovoljcem in nam zaposlenim. In mogoče se tudi na tak način nekoliko lažje, hitreje naučijo. Mi imamo sedaj recimo vključenih 113 otrok priseljencev, največ jih je iz Kosova, pa tudi Bosne in ostalih držav in jim tukaj nudimo to psihosocialno podporo, ki deluje preko individualne pomoči in pa tudi preko skupinskih aktivnosti, naprimer raznih socialnih iger, pa drugih strukturiranih aktivnosti, potem spoznavajo slovensko kulturo, slovenski jezik, da so v bistvu, da bodo proaktivni državljani nekoč, da bodo lahko se zaposlili, da bodo imeli izobrazbo, ki jim bo omogočala dostojno življenje,